Lep pozdrav. Spet smo skupaj. Tokrat ob svetovnem dnevu KVČB. Žal se še vedno ne moremo družiti v živo, ampak danes nas čaka kar nekaj skupnih aktivnosti, tako da mislim, da bo vaš dan vseeno verodostojno obeležen. Torej, kot vidite, smo sami znani, skoraj spet skupaj. Jaz sem Vesna Tomaževič, urednica revije Medicine in ljudje. Z mano pa sta tudi predsednica vašega društva Mateja Saje in podpredsednik društva za KVČB Dušan Baraga. Naša gostja je pa danes še dr. Alenka Škarjanc, zdravnica, specialistka medicine, dela, prometa in športa. Tema letošnjega svetovnega dneva je namreč delo in KVČB in zato je z nami prav specialistka z tega področja. Kot je najbrž jasno, se bomo zdaj najprej malo izobraževali. Potem pa je za vas po tem webinarju pripravljenih nekaj sproščujočih aktivnosti, tako da ostanite z nami do konca. Bomo še dali še enkrat natančna navodila, kako in kaj naprej. Webinar bo potekal predvidoma 45 minut. Kot ste že navajeni, na desni strani vašega ekrana vidite eno belo tablo, kamor lahko ves čas postavljate vprašanja. Nanje bomo odgovorili na koncu. Če nam zmanjka čas za kakšno vprašanje, bomo nanj odgovorili in vam poslali odgovore po mailu, tako kot smo zadnjič. Tisti, ki ste bili z nami, že veste, kako to gre. Preden pa gremo k konkretni debati, pa prosim predsednico društva Matejo Saje, da vas lepo pozdravi. Spoštovani gostje, dragi člani društva, lepo pozdravljeni v mojem imenu in v imenu vseh ostalih, ki so danes z mano. Današnji dan je namenjen obeležitvi svetovnega dneva KVČB. Vsi veste, da do letos smo se ob tej priložnosti vedno srečali v živo, tokrat pa smo bili primorani zaradi omejitev razmer narediti malo drugače. Današnja obeležitev bo potekala tako, da se bomo srečavali v virtualni klepetalnici, ker seveda ne more nadomestiti tega, da se vidimo v živo, je pa to zaenkrat glede na razglašen uraden konec epidemije vseeno še vedno najbolj varno. Verjamem, da se bomo povezani od doma imeli tudi lepo. Iskrena hvala vsem sponzorjem in donatorjem, ki so podprli današnji dogodek, organizacijskemu odboru Društva za pomoč pri organizaciji in dr. Škarjančevi, da se je odzvala našemu povabilu. Ob letošnjem svetovnem dnevu smo v društvu pripravili tudi tematsko prilogo z naslovnico Svetovni dan kronično vnetne črevesne bolezni 2020. Ta priloga vsebuje različne članke od dela zmožnosti pri osebah s KVČB, notri je članek dietetika, fizioterapevta, psihoterapevtke, potem povzetek študij na temo COVID-19 in seveda vsem prisotnim, ki ste danes na današnjem dogodku, bomo prilogo poslali po e-mailu in jo potem tudi objavili na naši spletni strani. Za danes pa vsem skupaj želim nepozabno in zanimivo popoldne obeležitve svetovnega dneva 2020. Hvala lepa, Mateja. Zdaj bi pa z dr. Škarjančevo začeli debato. Ste z nami, ker vas ne vidimo? Ja, vidim, da je moja zveza s sliko slaba, ampak ste z nami. Slišni liniji pa smo. Dobro, potem pa kar nadaljujeva. Evo, saj slika se bo pokazala, super. Torej, dr. Škarjančeva, danes bomo govorili o delu in dela zmožnosti, ampak dajva midve na začetku najprej povedati, kaj je to zdravje in kakšna je sodobna definicija tega pojma? Najprej lepo pozdravljeni vsi člani, ki se udeležujete današnjega dogodka in morda tudi vaši svojci in prijatelji. Če bi vas ali pa nas kronične bolnike vprašali, kaj je zdravje, bi preprosto odgovorili, če te kronične težave ne bi imel. Prva taka uradna definicija zdravja je tista, ki jo je postavila Svetovna zdravstvena organizacija, in sicer je predpostavila, da je to stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja. Vemo, da tega pravzaprav noben človek ne more doseči. Domnevajo, da je
brez telesnih ali duševnih motenj na svetu približno 5% ljudi, če pa vzamemo zraven še socialne težave, zdravega človeka pravzaprav težko najdemo. Zato so Skandinavci pred nekaj leti postavili in tudi predlagali novo definicijo zdravja, ta pa pomeni, da je to tisto stanje, v katerem se je človek sposoben prilagajati zahtevam v svojem življenjskem in delovnem okolju. Ta definicija zveni pa že malo bolj optimistična. Dobro, tudi če vemo, da nismo popolnoma zdravi, ampak to ne pomeni, da nismo zmožni z določenimi prilagoditvami kakovostno živeti in tudi delati. Verjetno so v tej situaciji tudi osebe s KVČB. Kako je z njihovo delazmožnostjo in kateri so tu največji izzivi? Zvok je... Aha, slišimo se. Slišimo se, ja. Samo kratko vprašanje vas bi prosila, ker nisem slišala. Ponovim, a ne? Torej, rekli sva, da pravzaprav malo kdo od nas je popolnoma zdrav, ampak to ne pomeni, da ne moremo z določenimi prilagoditvami živeti kakovostno, pa tudi delati. Pa sem vas vprašala, kako je z delazmožnostjo oseb s KVČB-jem in kakšni so največji izzivi pri tem? Se opravičujem, hvala lepa. Če vzamemo definicijo zdravja kot stanje, v katerem se je človek sposoben prilagajati zahtevam v delovnem okolju, potem je prvi predpogoj za vse kronične bolnike, da so uvrščeni na tako delovno mesto, ki ga s svojimi funkcionalnimi sposobnosti zmorejo. Verjetno je osnovna predpostavka ustrezni sanitarno-higienski pogoji in pa tudi prostori, kjer si je človek sposoben pripraviti tako kakovostno kot količinsko primerne obroke v določenem časovnem zaporedju. Potem je veliko manj težav, kar se tiče nezmožnosti za delo, za katero moramo kar odkrito priznati, da je pri vseh kroničnih bolnikih, tudi pri bolnikih s kronično črevesno boleznijo, večja kot pri splošni populaciji. Za splošno populacijo Američani ocenjujejo, da je vsak delavec povprečno 10 dni na leto v bolniškem staležu, za slovenske razmere je to kar precej več, 15 do 17 dni, ker v ta koš padajo še drugi dogodki, ki pravzaprav neposredno z zdravjem niso povezani. Bolniki s kronično črevesno boleznijo pa naj bi bili povprečno v bolniškem staležu 5 dni več kot pa splošna populacija. To ne pomeni, da je vsak toliko časa, lahko noben dan v letu, lahko je tista dolžina veliko večja, odvisna od tega, kako potekajo, to vsi dobro poznate, izboljšanja in poslabšanja oziroma tako imenovane remisije in recidivi. Dobro, zdaj bolniška pomeni ponavadi nezmožnost za delo, ampak če pa imamo neko bolezen, pa ne nujno pomeni, da ne moremo delati, le to, da je delovno okolje verjetno treba prilagoditi, mogoče malo spremeniti. Ena od takih oblik dela, ki so se zdaj sploh v tem času epidemije pokazale kot dosti dobra, je delo od doma. Ali je to oblika dela, ki je KVČB-jevcem recimo priporočena oziroma za njih dobra, priporočljiva? Nekaj, kar je ta COVID epidemija prinesla, je prav gotovo premik v našem odnosu do dela na domu. Naša mentaliteta je precej klasična in predpostavljamo, da gre človek od doma v službo, tam preživi in dela 8 ur in se vrne domov. Le redki tisti, ki so samostojni podjetniki, so ponavadi delali ali lahko delali doma, vsi ostali, ki smo v rednem delovnem razmerju, smo bili nekako vkalupljeni v delovni čas, ki ga je določil delodajalec po nekakšnih avtomatizmih. Ko nas je pa COVID postavil
veliko delavcev, bodisi zaradi prevoza, bodisi zaradi zmanjšanja kontaktov v domače okolje, se je pa zgodil tisti premik, ki se mi zdi bo pa omogočil bolnikom s kronično črevesno boleznijo, če bodo to želeli, da bi opravljali delo doma. Zakaj je to pomembno? Sanitarno-higienske razmere, prehranske pogoje si doma veliko lažje prilagodi, se pravi, si on lahko delo doma prilagodi ne po urah, ampak v bistvu po učinku, ki ga v tistem dnevu mora doseči. Še lažje je, če učinek lahko določimo za teden in takrat je delavec s kronično črevesno boleznijo fleksibilen, kar je pravzaprav pogoj oziroma eden od najboljših delovnih pogojev, ki se bolnikom s kronično črevesno boleznijo lahko omogoči. Dodati moramo, da zakonskih ovir za tako obliko dela ni. Zakon o delovnih razmerjih določa samo dnevno oziroma tedensko obveznost. 8 ur na dan, 40 ur na teden. Kako je pa delovni čas razporejen, pa v internem aktu določi delodajalec. To se vidi že pri zdravstvenih delavcih, na primer moja velika hiša, Univerzitetni klinični center, je delovnih razporedov gotovo več kot 100 v odvisnosti od oddelkov in od potreb za delo na oddelku. Podobno se mi zdi, se bi za bolnike s kronično črevesno boleznijo lahko pričeli pogovarjati predvsem na nivoju ministrstva za delo in z delodajalci, da se doseže premik v glavi in samo v internih pravilnikih določiti, da je možno delo opravljati tudi doma. Če zdaj pogledamo razmere COVID, je vsaj 50% aktivnih delavcev delalo doma. To ima določene prednosti za delodajalca, ni potnih stroškov. Druga stvar je pa za bolnike, ki jo opažam, vsi kroničnim bolnikom pomeni veliko neposredni stik z delovnim okoljem, stik z živimi ljudmi. Tako da se mi zdi, da bi bil idealen tak delovni čas oziroma omogočen predpis za bolnike s kronično črevesno boleznijo, da se določi obseg dela, ki ga delavec v polnem delovnem času mora opraviti, kako si pa on to časovno razporedi, je pa relativno svoboden. Ali doma, ali v službi, razen za določene zadeve, za katere vemo, da jih na domu pa ni mogoče opraviti. Pravzaprav je to izziv pa naloga tudi društva, da se aktivira, da izkoristi to možnost, ki že obstaja. Pravite, da gre predvsem za premik v glavah, se pravi, da razumemo, da je delo od doma prav tako delo, in da je to celo včasih rešitev, da lahko nekdo pravzaprav veliko več da od sebe in še vedno aktivno doprinese znotraj delovnega procesa. Drži, doseže se polna učinkovitost, za delo pa vemo, da ni samo sredstvo za pridobitev osebnega dohodka ali sredstev za preživljanje. Delo človeku prinese tudi osebno dostojanstvo. Dobro, no, imeli smo zdaj epidemijo in med epidemijo je stroka oblikovala priporočila, kako delajo ljudje z določenimi kroničnimi boleznimi oziroma v kakšnih primerih in kako jih je treba mogoče z delovnega mesta umakniti. A nam lahko samo na kratko ponovite, kakšna so bila osnovna priporočila, ker čeprav razumem, zdaj, ko uradno ni več epidemije, tudi to vse skupaj ne velja več? Ja, osnovna priporočila so bila namenjena skupinam delavcev, ki bi bili najbolj ogroženi v stiku z tem novim virusom, za katerega nimamo cepiva in za katerega zdravljenja specifičnega, učinkovitega pravzaprav še ne prepoznamo. Študirali smo tako evropske kot svetovne smernice in te so opredeljevale, naj bi v stik z virusom zaradi nevarnosti ali pa zapleta bolezni ne prišli v kratkem delavci, ki so starejši,
starejši od 60 let. Pri nas smo vključili tudi nosečnice, čeprav v svetovni literaturi tega ukrepa za nosečnice nismo opazili. Od bolnikov s kronično boleznijo pa diagnoza sama po sebi ni bila vzrok za izključitev, ampak terapija. Vemo, da je ne samo pri kroničnih črevesnih bolnikih, tudi pri bolnikih s karcinomi je imunosupresivna terapija tista, ki onemogoča obrambni odziv na napad virusa in te bolniki naj bi ostali doma. Pojavlja se pa zdaj vprašanje, kaj oziroma kako s povratkom na delo. S tem, ko je država razglasila čez teden dni konec epidemije, preprosto to pomeni samo to, da virus ni več tako razširjen, da ne bi imeli na razpolago zdravstvenih kapacitet, da bi obolelim lahko pomagali. To pa ne pomeni, da je pa virus že izginil. Izginil bo takrat, kadar bi bili ali vsi prekuženi ali pa, da bi bilo na razpolago cepivo. Zato pa v glavnem zdajle velja, da se praktično vsi delavci vrnejo na svoja delovna mesta, vendar je potrebno še vedno upoštevati zaščitne oziroma preventivne ukrepe. Predvsem je to nošenje mask, fizična razdalja, predvsem sem prej rekla, predvsem razkuževanje in pa higiena rok. Te trije ukrepi so daleč najbolj pomembni pred povratkom na delo, še vedno bo pa omogočeno pravzaprav oziroma svetovano, naj se ne vrnejo delavci iz tveganih skupin samo na tista delovna mesta, kjer bo še vedno povečan stik s covidom. Konkretno v ljubljanskem kliničnem centru smo zato opredelili samo infekcijsko kliniko in pa tiste sprejemne oddelke, kjer se bodo javljali bolniki s sumom na COVID. Vsi ostali zdravstveni delavci se vračajo na delo, ne glede na starost ali ostale zaplete. Se pa vedno zgodi, da se kakšna stvar zaplete, bodisi strani delavca ali delodajalca, zato svetujemo, da se takrat oba dva posvetujeta pri pooblaščenem specialistu medicine dela, prometa in športa, ki pozna delavca, razvoj njegove bolezni, na kakšen način se zdravi, kakšni so stranski učinki terapije in predvsem kakšne so okoliščine in tveganja na delovnem mestu. Se pravi, pričakujemo zdajle veliko več individualnih posvetov kot pa medijskih splošnih navodil. Tako, ker pravzaprav je treba vsakega bolnika posebej pogledati, obstaja tudi situacija, ki jih ne morejo neka priporočila predvideti vsa in tukaj ste še vedno vi na medicini dela, tisti, ki boste o tem presojali. Drži in pa motiv človeka, zato ker so premiki možni v vse smeri, predvsem smo bili presenečeni. Jaz sem ves čas te epidemije covida delala na svojem delovnem mestu, predvsem pri razporejanju zdravstvenih delavcev iz najbolj tveganih delovnih mest na manj tvegana. Pričakovali smo, da bo zahtev veliko, vendar smo bili presenečeni, ker so skoraj vsi zdravstveni delavci želeli delati. Se pravi, delati oziroma uresničevati svoj poklic, kar je bilo eno največjih presenečenj te krize. In verjetno tudi eno lepših, a ne? Ja. Dobro, doktor Baraga, ste pripravljeni, zdaj prehajava midva v debato. Pokomentirala bova eno veliko anketo, ki jo je pripravilo Evropsko združenje za KVČB in je nedavno objavilo tudi rezultate. Preverjali pa so, kako bolniki razumejo in doživljajo epidemijo. Sodelovali so tudi slovenski bolniki. Ste na društvu pomagali pri izvedbi te ankete? Kako je to potekalo? Velikokrat skupaj z Evropskim združenjem naredimo kako anketo, ki je ali aktualna, ki obravnava aktualno problematiko, ali pa pač nam pomaga pri našem delu za promocijo naše
bolezni oziroma ne bolezni, ampak težav, rešitev, s katerimi bi lahko pač bolnikom pomagali. No in seveda COVID je bila akutna situacija, ki nas je vse prestrašila, predvsem bolnike s kroničnimi boleznimi. In v Italiji, kjer je bila problematika nekako najhujša, so se skupaj z strokovnjaki odločili izvesti pač to anketo nekako v Italiji s pomočjo italijanskih strokovnjakov, bila je pa izvedena po celi Evropi, to se pravi vse države so bile udeležene, tudi mi smo prevedli anketo in jo nekako skušali razširiti med našimi bolniki, vendar moram reči, da smo zadnjo leto nekako neuspešni zaradi teh ovir pri varovanju podatkov, ampak upam, da se bo tudi to rešilo. Skratka, naših bolnikov je bilo v tej anketi malo, so pa bili udeleženi. Bilo je nekako iz 50 držav, mislim, da so bili udeleženci in kot v vsaki anketi je bilo več žensk kot moških, nekako ženske se bolj odzovejo in povprečna starost je bila pa 41-letno. Spraševali so pa nekako o situaciji z boleznijo, nekako kaj ljudje pričakujejo, kakšne strahove imajo, nekako v tem smislu. Dobro, greva mogoče malo pokomentirati tele številke, ki jih zdaj tudi vsi gledalci vidijo. Ena od stvari, kot ste že omenili, straha. Tukaj vidimo, da so precej visoke številke tistih, ki jih je bilo strah in pred covidom in tega, da bi se okužili in tega, da bi koga drugega okužili in tako naprej. Tudi vi v društvu ste imeli stalno aktiven telefon in maile. Povejte, kako ste videli to situacijo in to, česa vse je bilo ljudi strah? Ja, v bistvu smo se v društvu takoj, ko so se nekako začele te težave, ko se je razglasila epidemija, smo tudi mi odprli številko in zbrali ekipo, ki je odgovarjala na vprašanja. Pričakovali smo sicer več vprašanj, jih je bilo kar precej, ampak kljub temu smo se pripravili na večje število. Zgleda, da je bilo vseeno v javnih občilih le dovolj povedano, od kraja epidemije sicer malo manj, ker tudi mi nismo vedeli odgovor. Nihče ni znal natančno odgovoriti, kaj nas pričakuje na delovnem mestu, kaj se bo zgodilo, če jemljemo zdravila, kaj se bo zgodilo, če smo pod neko terapijo. Skratka, v začetku smo bili malo vsi nepripravljeni na odgovore, ker jih tudi nismo poznali. No, ampak potem pa smo počasi pridobivali izkušnje, tudi iz tujine, predvsem iz Italije, in smo znali tudi več svetovati pacientom. Kot vemo, je bilo kar nekaj strahov v zvezi z zdravili, še posebej tistimi, ki jih je že dr. Škarjančeva omenila, ki vplivajo na odziv imunskega sistema pri ljudeh. O tem smo imeli tudi en cel webinar, nedolgo nazaj, ampak kljub temu strahu in tudi veliko pomanjkanju informacij, ker nažalost pač je virus nov in tudi nimamo veliko študij, ki bi nam prav za ta virus dale zanesljive informacije, ampak ljudje kljub temu ozdravljenja niso opuščali, je pokazala ta anketa, kar je pravzaprav zelo razveseljiv podatek. Ja, vsi smo pomislili od kraja, kako bo težava z bolniki, ki jemljajo imunosupresivna zdravila in biološka zdravila. No, ampak kasneje se je izkazalo, da v bistvu niti ni to ovira in ena od študij, ki je bila narejena v tem času, je pokazala, da je glavni problem je aktivna bolezen. In če je bolezen aktivna, je nevarnost slabšega poteka bolezni polno večja. Zato je zelo dobro, da se ne opusti zdravljenja, ker
vsaka opustitev zdravljenja lahko privede do aktivacije bolezni, ne? In ta aktivacija bolezni je potem v bistvu ovira oziroma, kako bi rekel, ogrožajoči dejavnik za slabši potek bolezni. Poleg tega seveda je tudi komorbidnost, ne? Pacienti, ki imajo že dolgo časa neko kronično bolezen, se počasi zaradi starosti, vpliva zdravil, vpliva bolezni, pojavljajo tudi druge bolezni. In to je bil tudi eden od ogrožajočih dejavnikov za slabši potek bolezni. Pa seveda starost, kot pa smo že vsi slišali. Kako pa komentirate številke o tem, da so bolniki dobili premalo informacij ali pa da z njimi niso bili zadovoljni iz samega zdravstvenega sistema oziroma od zdravnikov? Ja, zagotovo je to težava, ker zdravniki smo vajeni odgovoriti na podlagi študij. To se pravi, ko imamo neke številke, ko imamo neke rezultate, lahko rečemo, zdaj pa tako in tako. Ker pa ni bilo, ne, posebno v povezavi s KVČV in COVID, nekih jasnih študij, ker jih ni moglo biti, ker je časovno bilo nemogoče, so bili tudi odgovori taki nesigurni, ne vemo še, ne moramo natančno odgovoriti. Ne. Pacienti pa takih odgovorov ne želijo. Ne. Nekdo, ki te vpraša, želi odgovor, da je naredi tako in tako, pa bo v redu. Zdravniki tega nismo vajeni, če nimamo zadosti trdih dokazov. Tudi če govoriš na podlagi nekih domnev, se ponavadi izkaže slabo. Tako da je boljše reči, počakamo malo, verjetno bo tako, na podlagi, ne vem, izkušenj z gripo je lahko tako in tako, ampak še ne vemo. Mogoče je bil to tisti vzrok, da so bili bolniki nekoliko nezadovoljni z odgovori oziroma podporo zdravstvenih delavcev takoj na začetku, ampak v tej anketi se je pa izkazalo, da so dobili neko zelo dobro podporo v združenjih bolnikov. In v bistvu je vedno tako, ne, če si ti nesiguren, se obrneš na nekoga, ki ima podobno težavo ali pa podoben strah ali pa podobno razmišljanje, in ko predebatiraš z njim svoje strahove, potem je tudi lažje. In verjetno je ta anketa ravno to pokazala, ker je odstotek tisti, ki so bili oziroma ki so si nekako zmanjšali strah v kontaktu z združenjem bolnikov, kar zelo velik. Ja, ena zanimiva stvar še, ki je tudi pravzaprav pozitivna, je to, da so kar pridno uporabljali maske, razkužila, da so spremenili navade, kot so recimo obiski restavracij, potovanja nenujna in tako naprej. Se pravi, da in to se konec koncev vidi, a ne, ker tudi v Sloveniji sploh nimamo še, po mojih informacijah, bolnika z KVČB in COVID-om, pa tudi v tujini jih ni toliko zelo velik. Kako bi to lahko pokomentirali? Ja, jaz mislim, da je dejansko tako, da kronični bolnik, ki pogosto prihaja v stik z zdravstveno službo, bolnišnico, možnostjo okužbe, se nekako nauči biti malo bolj pozoren na svojo okolico, kaj prime, kje se prime, kje so kljuke, kdaj si je treba razkužiti roke. Se pravi, da to ni bila nova situacija, ampak je bila situacija, ki jo že poznamo. Mogoče iz epidemije gripe ali pa tudi na splošno, pač smo malo bolj pozorni. In mislim, da je bil to eden od vzrokov, da je bilo bolnikov s KVČB tudi malo manj okuženih. In seveda tudi tisti, kar je pa glavna pozitivna stvar pa je, pač, da se umakneš za nekaj časa, ne? Umakneš tisti grožnji. Se pravi, verjetno so bili bolniki s KVČB oziroma tisti, ki so aktivni bolniki ali pa tudi tisti, ki imajo neka taka zdravila, težko potekajočo bolezen, so pač bili bolj doma, so se držali te socialne distance. In
tudi za naprej, mislim, da je to ena najbolj pomembnih stvari, ne. Ko in če bo drugi val ali pa tudi, če bojo druge bolezni, ne vem, epidemija gripe in druge bolezni, ki nas ravno tako ogrožajo, je zelo pomembno, da se spomnimo na te stvari. Razkuževanje rok, socialna distanca, pravilen kašelj, umivanje rok in se mi zdi, da bo to tudi zmanjšalo število raznih infektov, ne samo pri bolnikih s KVČB, ampak tudi na splošno. Mi zdaj ta 2 meseca praktično nismo imeli bolnikov z infekti. Mogoče res tisti z blagimi infekti so bili doma, ampak tudi tisti so klicali, ker so spraševali, kaj narediti glede brisa in to. Ampak jih ni bilo. To se pravi, ker ni bilo druženja, ker ni bilo otrok. Dušan, malo smo vas izgubili. Malo bomo počakali minutko. Se mi zdi, da bi bilo dobro, če bi to ostalo tudi za naprej. Ja, tako, kot je že dr. Škarjančeva opozorila, pa zdaj še vi, verjetno je res treba večkrat poudariti, da smo jo v prvem krogu dobro odnesli, zaradi vseh teh ukrepov, da pa to ne pomeni, da morda ne bo še kakšen tak val se zgodil, oziroma da ne bi, virus je še vedno med nami, tako da za ljudi, ki s kroničnimi boleznimi, ki so nekako neka občutljivejša skupina bolnikov, in ki bi se morali bolj varovati, je dobro, da po neki zdravi pameti seveda ukrepe ohranijo in jim še naprej sledijo. Vse to, kar so že do zdaj tudi sicer navajeni v času, ko so povečane možnosti za okužbe. Tako da mi smo zdaj z vsebino prišli do konca, kar smo pripravili, gremo pa lahko na vprašanja. Jaz sem zdaj, tukaj vidimo na tabli, eno vprašanje je prišlo, ga bom kar prebrala, mislim, da je za vas, dr. Škarjančeva. Pravi pa takole, kar nekaj bolnikov s KVČB nas je učiteljev. Delo na daljavo je potekalo oziroma še poteka zelo dobro. Ali menite, da bi v primeru, če bi imela zdravstvene težave, lahko v bodoče zakonsko delala na daljavo, torej ne bi bila na bolniški? Že vnaprej hvala za pojasnila. Tveganja na delovnem mestu niso nikoli razlog za bolniški stalež. To je prvi del odgovora. Drugi del odgovora je ta, če bo virus med populacijo tako malo razširjen, kot se kaže sedajle, sem že v začetku omenila, da praviloma ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov, ki ste jih bolniki s kronično vnetno črevesno boleznijo ali pa zdravstveni delavci že prej vsi poznali in izvajali tudi brez virusa, mislim, da v vzgojno-izobraževalnih institucijah tudi zapletov oziroma razlogov za povratek na delovno mesto ne bo več. Razlika je pa v tem, če bi pa se izkazalo, da je učitelj v takem stanju, bodisi zaradi zdravil ali pa zaradi bolezni v recidivu oziroma poslabšanju tako slabo, da je tveganje zelo veliko, takrat je pa odločitev oziroma morebiten izostanek oziroma oddaljenost od delovnega mesta pa stvar pristojnega specialista medicine dela, prometa in športa. Vkolikor je pa človek bolan, ima pa tako ali tako in ne more delati, je pa prav vseeno, ali je virus COVID prisoten ali ne, ko se bolezen tako razplete. Samo COVID sam po sebi, prisotnost v populaciji, pa razlog za odsotnost dela ob upoštevanju vseh ukrepov, bom še enkrat ponovila, v splošnem ne bi bila več. Dr. Škarjančeva, a mislite, da je tole vprašanje, jaz malo sumim, da je gospa mogoče hotela reči, da ona ne bi šla na bolniško, ona bi rada delala, ampak bi pa bila delo od doma rešitev za njo. To je ena tistih vaših, ki bi rada delala, jaz mislim, no? Če sem prav razumela, se ne vem. Pravzaprav ne vemo, ampak v vsakem primeru ne bomo domnevali, ne v plus, ne v minus, ozadja so različna, lahko so zadaj realne skrbi, lahko pa tudi samo strahovi. In tako skrbi kot strahove je treba objektivizirati.
Gospa Petra mi je javila, da je res, da sem pravilno ugibala. Tako da, v redu, saj mislim, da ste dala zelo jasen odgovor, a ne? Če govorimo na splošno zaradi COVID-a, to ni več razlog, vsaj trenutno ne, a ne? Je pa res delo od doma ena novost, s katero smo se zdaj mogoče malo bolj konkretno spopadali in vidimo, da se da na ta način marsikaj reševati in bomo verjetno v prihodnje še v praksi ugotavljali, kaj vse pa nam lahko pravzaprav delo od doma še pomaga razrešiti, če pride do kakšnih takih situacij. Ne vem pa, če bo to nujno uradno in tako, a ne, bolj kot rešitev med delodajalcem in delavcem, a ne, ki se lahko pač za določene stvari dogovorita. Ja, mislim, da se z dr. Barogo, če lahko oba dva strinjava, samo moramo pa povedati, da določenih poklicev ne moramo izvajati brez stikov z ljudmi. In vzgojno-izobraževalni sistem ali pa zdravstveni sistem, mi nimamo strank, da lahko prodajamo storitve po internetu nadaljavo. Tam so osebni kontakti pa bistveni pri prenosu tudi vzorcev vedenja, ravnanja, preverjanju znanja, dajanju na svetu informacij. Videli smo, da je pa internet tukaj pa dvodimenzionalen, da tretje in četrte dimenzije nima. Ja, to pa res. Evo, Dušan, vi ste hoteli še povedati, kar izvolite. Ja, saj ste že omenila prej, ampak jaz imam zdaj tako, veliko ljudi mi reče, joj, sam, da bom šel v službo, da bom malo v družbi, da se malo tudi družim, poklepetam, imam malo informacij tudi od drugod. Saj je doma fajn, otroci so odlično, smo se družili, ampak rabimo tudi druge kontakte. In to velja tudi za kronične bolnike, mogoče še bolj. Da pač seveda, ko si bolan, ko si težko ali pa da imaš neke ovire v službi, da ni dobro delovno mesto, bi bilo idealno, da delaš od doma, ne? Ampak vsekakor pa bi bil fajn kakšen dan, da si pa tudi v službi. In ta kombinacija, kot je že dr. Škarjančeva omenila, bi bila ena od takih rešitev, za katero si moramo v društvu, se mi zdi, kar res prizadevati, da bi bila en način dogovora z delodajalcem, da je to delo možno, da je dobro in kolikor jaz vem, v tujini kar dosti delajo od doma. In je to delo cenjeno in ovrednoteno in ni nobena težava, da se moraš pa nekje štempljati in biti 8 ur in iti domov, ampak je tisto, kar narediš, pomembno. In to mora biti tudi premik v glavah, kot ste že rekli. Ja? Dobro, ker imamo še nekaj časa, bi se jaz mogoče dotaknila še tele študije, ki ste jo prej dr. Baraga omenil, to je teh 79 bolnikov s KVČB v Italiji. Namreč ta študija nas je precej razveselila, ker je pokazala, da zdravljenje z biološkimi zdravili pri teh osebah s KVČB-jem ni imelo izrazito povečanega učinka na potek bolezni COVID-19. In da jo pač te ljudje približno odnesejo enako kot njihovi zdravi rojaki. Ampak hkrati pri teh študijah je velikokrat zdaj problem, ker vključujejo majhno število oseb, pa tudi niso tako, kot strokovno rečemo, randomizirane, slepe in tako naprej. Tako da včasih malo moramo razumeti, da imajo tudi te študije in rezultate teh študij svoje omejitve. Kako bi vi to študijo pokomentiral, če gledava z vidika življenja bolnika, vsakodnevnega življenja bolnika? No? Ja, jaz mislim, da... Kako misli, glede na te rezultate? Jaz si tudi domneve so bile take, da mogoče celo biološka zdravila pomagajo pri manjšem odzivu na infekcijo. Ker velik problem te viroze, vsaj v enem delu, je tudi premočan imunski odziv. In imunosupresivna zdravila in biološka zdravila ta odziv nekako blažijo, ker je tudi sama bolezen, značilnost te bolezni je, da je imunski odziv premočan na določenem delu. In verjetno je zaradi tega tudi ta zdravila niso imela vpliva na potek bolezni.
Bolj pomemben, kot smo videli, je stanje bolnika. Ali je bolnik fit, bi lahko po domače rekli, ali je v dobri kondiciji, ali je v remisiji že dolg časa, ima tudi imunski sistem drugače uravnotežen. Tam je bil potek, če so že zboleli, je bil potek enak kot pri zdravih posameznikih. Če pa je nekdo v zagonu bolezni, pa seveda ne moramo pričakovati, da se bo telo in imunski sistem lahko boril na dveh frontah. To pa je za vsako bolezen težje. In verjetno je to odgovor. No, ne se bati teh zdravil, ker nam v bistvu omogočijo, da smo v neki remisiji dlje časa. Dobro, jaz ne vidim novih vprašanj, tako da bomo počasi zaključili. S tem, da moram zdaj najprej povedati navodila za naprej, se pravi, kaj vas danes še čaka. Potem, ko se tale webinar konča, se vam od 16:30 ure naprej je čas načeloma namenjen za samostojno športno aktivnost. Se pravi, greste na sprehod, pohod, izlet, nekaj pač glede na vaše zmožnosti. In si z aplikacijami na svojih pametnih urah in telefonih izmerite razdaljo, ki jo boste prehodili. Nekje na izletu se tudi poslikajte in sliko in te kilometre pošljite po mailu na združenje info@kvcb.si, ker bodo iz tega potem naredili en zanimiv kolaž, ki ga boste na ta način skupaj ustvarili. Če še niste, mogoče dobro, da takoj zdaj po koncu tega webinarja na spletni strani društva poiščete še prijavo na večerni del dogajanja, to je pa tretji del danes, ki se bo začel ob 19:30. Šlo bo za druženje, tako manj formalno, bolj zabavno in interaktivno, kaj več mi pa ne pustijo povedati, pravijo, da bo to presenečenje. Tako da, ampak preden boste lahko sodelovali, se morate prijaviti. Na spletni strani združenja, na prvi strani najdete zavihek dejavnosti in potem prijava na dogodke. In tukaj boste lahko izvedli prijavo. Če nimate aplikacije Zoom, si še to snemite z interneta, tako da boste zvečer pripravljeni. Najprej bojo potekale neke te aktivnosti presenečenja, boste dobili vsa navodila, potem pa ob 21. uri se začne še tak uradni zaključek, ko boste lahko si pogledali izjave določenih ljudi, kot je tudi vaša predsednica društva, pa nek video ob svetovnem dnevu KVČB, ampak na koncu pa tisto še, kar vsako leto počnete, osvetlitev ene slovenske znamenitosti v vašo vijolično barvo. Letos grad Reichenburg v Brestanici bo zažarel v vijolični. Tako da tudi to boste tam lahko spremljali, ampak kot omenjeno, morate se prijaviti. Še so prijave odprte, čeprav je v osnovnih vabilih pisali, da to morate, ne vem, že kdaj storiti, ampak še vedno se lahko prijavite. To bi bilo to. Jaz bi vas pravzaprav lepo pozdravila. Hvala, da ste se nam spet pridružili. Kot vidite, teli webinari so malo manj osebni in mogoče zabavni, kot je osebno druženje, ampak še vedno so lahko zelo informativni in poučni. Jaz upam, da smo vam dali nekaj informacij v razmislek in seveda upam, da se kmalu spet vidimo. Z moje strani lep pozdrav. Pa tudi od vseh. Ja, Nasvidenje. srečno in lep pozdrav. Nasvidenje. Nasvidenje. Ja.